V Kristusovem imenu boste šli po celem svetu, da bi prinesli njegov evangelij. Kristus naj hodi pred vami, Kristus naj vas spremlja, Kristus naj dovrši tisto zveličanje, katerega prinašalci ste. Tako je papež Frančišek zaželel članom neokatehumenske poti, s katerimi se je srečal 6. marca dopoldne. Med avdienco so bile, tako kot vsako leto, papežu predstavljene družine, ki odhajajo v misijo Ad Gentes. Letos je le teh bilo 200. Naloga papeža je naloga Petra, to je potrjevati brate v veri, je dejal sveti oče. Tudi te družine so Petrovega naslednika želele prositi, naj potrdi njihov klic, podpre njihov misijon in blagoslovi njihovo karizmo. In to je papež, kot je zatrdil, tudi naredil. Pri tem pa je dodal, da neokatehumenska pot v cerkvi naredi veliko dobrega. Avdience v dvorani Pavla VI. Se je udeležilo približno 7000 ljudi. Namen tokratnega srečanja je bilo prav odposlati misionarske družine, in sicer v poslušnosti Kristusu. Papež je izrazil posebno zadovoljstvo, da so v to vključene krščanske družine. Te, povezane v skupnost, imajo poslanstvo dajati znamenja vere, ki ljudi privlačijo k lepoti evangelija v skladu z Jezusovimi besedami: ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci. Misijo Ad Gentes predstavljajo skupnosti sestavljene iz enega duhovnika in 4 ali 5 družin. Njihovo poslanstvo je evangeliziranje med nekristjani, tistimi, ki niso nikoli slišali govoriti o Jezusu Kristusu, ki so pozabili, kdo je, in tistimi, ki so bili krščeni, a so zaradi sekularizacije in posvetnosti pozabili na vero.